V Celju danes in jutri tradicionalna pomladanska čistilna akcija. Evropska poslanka med SDS-ovimi člani v Celju. Celjski gimnazijci v Krakovu spoznavali življenje Ane Celjske. V Knežjem mestu konec tedna vrhunec sezone v hitrostnem drsanju. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, še zadnjič v tem delovnem tednu, lepo pozdravljeni v naši informativni oddaji Dogodki dneva. Z začetkom pomladi je prišel tudi čas za tradicionalne pomladanske čistilne akcije. Eno takih so danes pripravili tudi v Celju. Ta je že po tradiciji dvodnevna. Prvi dan se udeležijo zlasti šolarji in otroci iz vrtcev, jutri pa bodo akcije potekale po mestnih četrteh, krajevnih skupnostih in na nabrežju Savinje. Takole so danes učenci osnovnih in srednjih šol, pa tudi vrtčevski otroci skupaj z vzgojitelji in učitelji čistili okolice šol in vrtcev. Spomladansko čistilno akcijo na mestni občini Celje organiziramo v želji, da bi ohranili urejeno bivalno okolje, spodbujali odgovoren odnos do okolja in prostovoljstva. Na podlagi predhodnih prijav pa so danes v čistilni akciji sodelovali vsi celjski vrtci in večina celjskih osnovnih in srednjih šol. Gre za okoli 2000 otrok in mladih, ki so okolico šol in poti čistili v spremstvu učiteljev in vzgojiteljev. Dober odziv si na mestni občini Celje obetajo tudi na jutrišnji sobotni čistilni akciji. Ta bo potekala predvsem v lokalnih okoljih, saj jo soorganizirajo mestne četrti in krajevne skupnosti. Tam lahko zainteresirani prostovoljci dobijo tudi vse potrebne informacije. Tako kot lani je akcija namenjena čiščenju zelenic, pešpoti, javnih površin ob lokalnih cestah in javnih poteh, brežin, vodotokov. Doslej se je prijavilo okoli 400 prostovoljcev iz različnih krajevnih skupnosti in mestnih četrti. V primeru slabega vremena pa bo čistilna akcija prihodnjo soboto 6. aprila. Na občini dodajajo, da je sodelovanje v akciji prostovoljno in na lastno odgovornost, osebe mlajše od 15 let pa morajo biti v spremstvu odrasle osebe. Da bi čistilna akcija potekala brez zapletov in poškodb, vsem svetujemo, da upoštevajo pravila in da so za čistilno akcijo primerno obuti in oblečeni. Roke naj si zaščitijo z rokavicami, prav tako pa naj bodo pazljivi pri najdbi ostrih predmetov in igel. Če bi naleteli na nevarne odpadke, pa je najbolje, da o tem obvestijo osebo, ki usmerja vse, ki sodelujejo pri čistilni akciji. Opozarjajo še, da čistilna akcija ni namenjena zbiranju kosovnih odpadkov iz gospodinjstev. Občani lahko takšne odpadke vse leto oddajo brezplačno v zbirni center Centra za ravnanje z odpadki v Bukovžlaku. Če nimajo ustreznega prevoza, ga lahko enkrat na leto brezplačno naročijo pri javnem podjetju Simbio. Celjski mestni odbor Slovenske demokratske stranke je v Trnovljah pri Celju ob materinskem dnevu organiziral kulturno prireditev s gledališko predstavo. Dogodka v prostorih kulturno-umetniškega društva Zarja Trnovlje se je udeležila tudi poslanka v Evropskem parlamentu dr. Romana Tomc. V stranki SDS je materinski dan pomemben dan. Ja, jaz mislim, da je prav, da se vsako leto spomnimo prav materinskega dneva in se zahvalimo našim mamicam, babicam za ves trud, ki nam ga podarjajo. V naši stranki spoštujemo vrednote, ki so pomembne za družino, kajti družina en skupek oče, mati, otrok in prav je, da to podarjamo in to spoštujemo. Sam dogodek je potekal v kulturnem domu v Trnovljah, kjer smo priredili za naše babice v kulturnem domu gledališko predstavo. Popestrili smo jo z pevskim zborom in pa z priznanjem, ki ga vsako leto podeljuje SDS. Prireditve se je udeležila tudi dr. Romana Tomc, mati in poslanka SDS v Evropskem parlamentu. Takrat, ko sem bila v mlajših letih, se mi je zdelo, da imam največ težav na tem svetu in da je biti hči zelo težko. Ampak danes, seveda, ko so moji otroci, ravno prej sva se z možem po poti pogovarjala, ki so od vseh 4 sva se samo z enim slišala, danes vsi ostali so nekje drugje. Ampak mislim, da imamo fantastično družino. Dobro se razumemo, večkrat se pokličemo, radi se imamo. In zelo sem hvaležna, da imam tako družino,
Upam, da jo imate v svojem krogu tudi vi. Ob dogodku so podelili tudi priznanja članom mestnega odbora, prireditev pa so popestrili s kulturnim programom in predstavo Pobeg. Ta konec tedna se bo zaključil prvi del mednarodne dijaške izmenjave, ki jo Gimnazija Celje Center pripravlja v sodelovanju s šolo iz poljskega Krakova. Za izmenjavo dijakov iz Krakova so se na Gimnaziji Celje Center odločili zaradi zgodovinskih razlogov, saj je Ana Celjska, kraljica Poljske in velika kneginja Litve, pokopana v Vaveljski katedrali v Krakovu. 22 dijakov in 2 profesorici Gimnazije Celje Center so v času obiska v Krakovu raziskali zgodovino tega mesta. Seznanili so se z življenjem Ane Celjske v Poljskem dvoru ter si ogledali židovsko četrt Kazimers, Šendlerjevo tovarno in koncentracijsko taborišče Auschwitz. Poljski dijaki in profesorji bodo Celjanom obisk vrnili med 31. marcem in 6. aprilom. Ledena dvorana v Celjskem mestnem parku bo ta konec tedna prizorišče vrhunca letošnje sezone v hitrostnem drsanju. Drsalni klub Celje na finalu pokala Alpe Adria ter na odprtem balkanskem prvenstvu pričakuje rekordno udeležbo domačih in tujih tekmovalcev. Tekmovanje bo potekalo jutri in v nedeljo. Ta vikend se obeta rekordno tekmovanje v hitrostnem drsanju. Govorim v številu prijavljenih in številu držav, ki sodelujejo na tem tekmovanju. Tekmovanje seveda Alpe Adria finale. To finale pomeni, da je bilo že v drugih državah organizirano to tekmovanje medklubsko. Kot prvo se pravi v Zagrebu, Sarajevu in Beogradu. Letos po novem tudi na Madžarskem v Jazberinih. V Celju se med vikendom obeta nov spektakel, nova športna prireditev na zelo visokem nivoju, ki bo v Celje privabila vse najboljše. Celjski drsalni klub je v svetu vse bolj in bolj cenjen. S tem se kaže, kako raste naš ugled kot klub, kot drsalna disciplina v tujini. Kar pomeni, smo majhno številčni, vendar smo definitivno stropeni. Gledalci bodo imeli na voljo tako jutri kot v nedeljo priložnost, da pridejo ter pogledajo vse najboljše. Na sporedu bodo številne tekme. V soboto bo pričetek s tekmovanjem ob 11. uri zjutraj in bo trajalo vse do 8. ure zvečer. Se pravi, v tem času bo več disciplin, se pravi več razdalji. Govorim o 1500 metrih, se pravi dolge razdalje, ter šprinterska razdalja 500 metrov, ki je pa ponovadi najbolj interesantna za gledalce. V celjskem drsalnem klubu ima za sabo 2 meseca priprav. Glede na organizacijsko ekipo smo zelo dobro podkovani, kar pomeni, da že imamo izkušnje v organizaciji. Samo pomoč nam pa nudijo tudi dobri ljudje, kot je na primer pekarna Duh, ki nam bo priskrbela hrano za vse te lačne uste, ki bojo izgubljale energijo med samim tekmovanjem. Jutri in v soboto bo torej živahno v dvorani Celjskega mestnega parka. Jutri bo sončno vreme, precej bo koprenaste oblačnosti. V Vipavski dolini bo še pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 3, ob morju ter v Vipavski dolini do 6. Najvišje dnevne od 16 do 19, na Goriškem okoli 20 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno in še malo topleje. V ponedeljek bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Toliko o naši današnji informativni oddaji. Hvala lepa, ker ste bili z nami. Bodite z nami tudi v ponedeljek. Nasvidenje.